povedali, bosta minister dr. Ivan Svetlik bo dal izjavo glede odločitve, glede očitkov in pozivov protikorupcijske komisije glede glavnega inšpektorja za delo, generalni direktor direktorata za delovne razmere in pravice iz dela Peter Pogačar pa glede očitkov in vložene ovadbe skladov obrtnikov in podjetnikov. Lep dober dan in hvala lepa, da ste prišli. Jaz se najprej opravičujem za nekoliko nenavaden glas danes, ampak mogoče je temam in razmeram primeren, zdaj pa resnim stvarem. Torej, mi smo pričeli s postopkom za razrešitev glavnega inšpektorja za delo magistra Boruta Brezovarja. Vlada bo po našem pričakovanju lahko o tem odločala že jutri, če ne pa seveda v najkrajši prihodnosti. Obenem bomo seveda tudi objavili razpis za novega glavnega inšpektorja, v vmesnem času pa bo imenovan vršilec dolžnosti. Naš predlog je, da bi to bil magister Ružič, ki dela na inšpektoratu za delo. Magister Boris Ružič. Takšno odločitev sem sprejel, ker menim, da je pri predavanjih, zlasti pri predavanjih gospoda Brezovarja šlo za konflikt interesov in ker je potem, ko se je začelo to vprašanje širše problematizirati, neprestano, lahko rečemo, prišlo do padanja ugleda in verodostojnosti inšpektorata za delo in seveda zato se tudi izgublja potem zaupanje javnosti v delo te inštitucije in seveda v glavnega inšpektorja in to seveda ni dobro za delo tega organa, ki je nujen, potreben in mora na tem področju ostati učinkovit. Mi smo seveda upoštevali pri tem poziv protikorupcijske komisije in pa mnenja Ministrstva za javno upravo, ki določajo, da za drugega delodajalca na področju, na katerem upravlja naloge inšpekcijskega nadzora, razen če gre za znanstveno ali pedagoško delo, ne sme inšpektor upravljati takega dela. To se pravi, da inšpektor ne sme upravljati nalog na področju, ki sodijo v njegovo delovno pristojnost. Zdaj, kot veste, in ste lahko spremljali iz komentarjev različnih strokovnjakov z tega področja, ta interpretacija, kaj je pedagoško delo, kaj je strokovno delo, ni tako zelo jasna bila v vsakem primeru in zato seveda je šlo tudi v preteklosti pogostokrat za to, da se je praksa nadaljevala na tem inšpektoratu, pa seveda tudi na drugih mestih v javni upravi, da uslužbenci lahko tudi predavajo. Vprašanje seveda je, kdaj je ta meja prestopljena in podobno. V vsakem primeru ta nejasnost je povzročila to, kar sem omenil, upad ugleda, verodostojnosti in mislim, da je treba ravno zaradi tega tudi ukrepati, potegniti potezo, da se izključijo kakršnekoli potencialne možnosti za koruptivno delovanje. Doslej, moram reči, koruptivno delovanje, čeprav so bile prijave, ni bilo nikdar dokazano in to je tisto, kar je tudi predmet potem težav in dvomov pri odločanju. Vendar, kot rečeno, s ciljem, da se zaščiti institucija kot taka, je treba potem verjetno iti korak naprej in vse potencialne možnosti, ki tukaj obstajajo, je treba ravno zaradi tega izključiti in seveda prepovedati, tako rečem striktno, tudi predavanja, zlasti, ko gre za individualne subjekte, ki jih inšpektorat nazira. Ti subjekti so pa v slovenskem prostoru praktično vsi, ker vsakdo, ki zaposluje, ki ima v delovnem razmerju tudi predmet nadzora tega inšpektorata.
Jaz upam, da bomo s tem korakom prispevali k temu, da bomo tej inštituciji povrnili ugled, vsaj postopno, da ga bo lahko povrnil tudi nov vodja, ki bo izbran na javnem razpisu. Kot ste lahko spremljali, je ministrstvo dobilo od strani Komisije za preprečevanje korupcije tudi vrsto drugih priporočil, na katera bomo seveda odgovorili in tudi javnost obvestili. Jaz danes, če ni kakšnih posebnih vprašanj, v ta priporočila ne bi šel, ker zadevajo širše delovanje inšpekcijskih služb in inšpektorata v celoti. To, kar lahko rečem danes, je to, da smo tudi sami, ne samo na podlagi tega, kar protikorupcijska komisija predlaga, v preteklem obdobju, pač spremljajoč delovanje inšpektorata, pa tudi poročila, ki jih je sam inšpektorat pripravljal, potegnili vrsto drugih ukrepov za to, da bi se razmere na tem področju izboljšale. Kot veste, je Zakon o varstvu in zdravju pri delu v parlamentarnem postopku. Zakon o delu in zaposlovanju tujcev je bil že sprejet, ki je tudi razkril številne probleme, s katerimi se je delovna inšpekcija ukvarjala in potem pač v skladu s svojimi pristojnostmi obstoječe zakonodaje reagirala. Ravno tako se pa pripravljajo spremembe tudi na področju inšpekcije dela, torej zakon o inšpekciji dela. Ta bo v kratkem tudi poslan naprej v vladno obravnavo. Tako da s tem tudi v kratkem in v strnjenem odgovarjamo na tisto, kar protikorupcijska komisija navaja, češ da gre za vprašanje delovanja inšpekcijske službe kot take in podobno, za katero je seveda odgovoren glavni inšpektor, prav tako je pa odgovorno za to tudi ministrstvo in njegove službe. Za konec bi rekel to, da upamo, da bo z enakimi merili pristopili vsi nadzorni organi, protikorupcijska komisija in seveda drugi organi do vseh in da boste tudi sedma sila z enakimi merili obravnavali pač vse te primere, ki so podobni temu, kot ste ga sami zdaj v zadnjem času izpostavljali. Rad bi rekel tudi to, da ta primer pa vendarle ne sme kazati ali pa dopuščati neke generalizacije o tem, da inšpektorat ne dela, da inšpektorat ne upravlja svoje vloge. Če v to dvomite, prosim, vendarle pogledajte njihova letna poročila, ki kažejo tudi določene pozitivne rezultate in prizadevanja in seveda lahko tudi to vidimo iz konkretnih primerov. Recimo, protikorupcijska komisija je izpostavljala primer Vegrada. Mislim, da je bil edino inšpektorat za delo, ki je zares dal kazenske obtožbe v teh primerih, da so druge službe bile v tem primeru dosti manj aktivne. Tako da upam, da boste znali razločevati med tistim, kar je treba izpostavljati kot kritično in upravičeno in da je treba narediti, kot rečeno, korak naprej v to, da bodo te institucije zares verodostojno delovale in seveda tistim, kar je pa vendarle v tem primeru že bilo in je korektno in po profesionalnih načelih tudi narejeno. Toliko za vod. Hvala lepa, minister. Zdaj bo generalni direktor Peter Pogačar o očitkih na račun ministrstva strani sklada obrtnikov in podjetnikov. Lep pozdrav še v mojem imenu. Da bi rekel, da je tema lepša kot prejšnja, pa ni. Je pa prav gotovo zelo resna. Moj namen danes vam, zbrani tukaj, je predstaviti na kratko odgovor ministrstva v zvezi z kazensko ovadbo, ki je bila podana strani vodstva sklada obrtnikov in podjetnikov zoper odgovorne osebe na ministrstvu. Uvodoma želim poudariti, da vsebine kazenske ovadbe ne poznamo jo zgolj iz sredstev javnega obveščanja. Enako lahko poudarim, da kljub temu,
da smo z vodstvom sklada obrtnikov in podjetnikov ves čas v nekih dogovorih in sodelujemo, nas o tej svoji nameri niso obvestili. Pa vseeno, glede na to, kar je bilo zapisanega v medijih, na kaj naj bi se nanašala kazenska ovadba, želim poudariti naslednje. Gre za zadevo, ki se vleče že približno 12 let. V vmesnem času se je zamenjalo na tem mestu 5 različnih ministrov za delo, ki te odločbe ni izdalo. 5 ministrov za delo z različnih, če želite, strank različnih, te odločbe ni izdalo. Zakaj? Ker zakon jasno določa, da minister za delo odobri pokojninski načrt sklada obrtnikov na podlagi pozitivnega mnenja Agencije za zavarovalni nadzor. Agencija za zavarovalni nadzor, ki je edina pristojna za to, da izračuna, ali je nek izvajalec dodatnega pokojninskega zavarovanja kapitalsko ustrezen, to pomeni, ali ima zadosti kapitala za jamčenje bodočih obveznosti svojih članov, tega pozitivnega mnenja, tega soglasja ministrstvu za delo ni dala. Zato seveda minister za delo ne more prevzeti odgovornosti, katerikoli minister, niti upravni delavec, zoper katerega je bila tudi vložena ovadba, ne more prevzeti odgovornosti, izdati licence, če želite, strani države, pravni osebi, za katero v tem trenutku strani pooblaščene državne inštitucije ve, da je primanjkljaj kapitalske ustreznosti po trenutnih ocenah Agencije za zavarovalni nadzor v višini 120 milijonov evrov. Predstavljajte si odgovornost generalnega direktorja, odgovornost ministra, vkolikor bi takšen pokojninski načrt ob zavedanju o primanjkljaju izdal. V primeru, če bi v roku nekaj let ta pravna oseba ne bi mogla izpolnjevati svojih finančnih obveznosti do svojih članov. Mi se že ves čas prizadevamo za sistemsko rešitev tega vprašanja in sicer so vprašanja 3. Prvo in za nas ključno je pravna oblika sklada obrtnikov in podjetnikov. V sredstvih javnega obveščanja je bilo zabeležen, da so pravna oseba sui generis. Menimo, da to ni pravilno. Menimo, da na finančnem trgu lahko poslujejo zavarovalnice, banke, pokojninske družbe. Zato smo z novim zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju dosegli, da se bo sklad obrtnikov preoblikoval v vzajemno zavarovalnico, na ta način ostal v lasti članov, hkrati pa bodo povsem jasna pravila njihovega poslovanja in pristojnosti glede nadzora. Drugo vprašanje je vprašanje pokrivanja obveznosti za nazaj, glede na zgodovinske razloge poslovanja sklada obrtnikov od leta 1956 naprej. Tukaj vemo, da že 10 let obstaja spor med Republiko Slovenijo in skladom obrtnikov o višini teh obveznosti. Dejstvo je, da se to obveznost, zato da bi zadoščala bodoče obveznosti Republike Slovenije proračuna do sklada obrtnikov, lahko določi samo z zakonom ali pa, nažalost, za pravnomočno sodno odločbo. Tukaj mnenje ministra ali generalnega direktorja seveda Agenciji za zavarovalni nadzor ne zadošča. In tretje vprašanje je vprašanje odobritve pokojninskega načrta. Mi menimo, da smo z novim zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju tudi v sodelovanju z vodstvom sklada obrtnikov in podjetnikov ustrezno uredili vprašanje preoblikovanja, ustrezno uredili vprašanje nadaljnjega razvoja sklada obrtnikov, zato moram reči, da nas takšen način postopanja vodstva sklada obrtnikov izjemno negativno preseneča. Hvala. Hvala lepa. Toliko z naše strani.